današnji tiskovni konferenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jo posvečamo predstavitvi aktualnih novosti na področju zdravil. Tako so danes z nami, na moji levi, Marjan Sušer, generalni direktor, nadalje na njegovi levi, primarni magister Jurij First, vodja oddelka za zdravila, in nadalje na njegovi levi Jana Mrak, vodja oddelka za nadzor, naša nadzorna zdravnica. Predlagam, da nam uvodoma generalni direktor predstavi aktualno stanje in aktivnosti na področju zdravil. Dobro jutro, dober dan, pozdravljeni. Vidim, da tudi medije zanima, kaj se dogaja na področju zdravil. Od zdravil smo na nek način zavarovanci, pacienti vsi odvisni. In tisto, kar je osnovno poslanstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je, da zagotavlja na tem področju dostop do tudi novih, dragih, inovativnih zdravil, ker so leta učinkovita ali učinkovitejša, kot so bila prejšnja. Da pa lahko to izvajamo, seveda pomeni, da se ves čas na nek način pogajamo z farmacevtsko industrijo, sodelujemo s stroko in iščemo rešitve. In vesel sem, da danes tukaj lahko predstavljamo dve novosti, oziroma ena je novost, druga je pa zadeva, ki je že v teku, vendar je postopno širimo. Mogoče predvsej drugi par besed, farmacevt svetovalec, kot veste, smo začeli uvajati leta 2016, nima sicer namena prikrajšati zavarovance, nima namena reducirati stroške za zdravila, pač pa ima namen povečati varnost pacientov, predvsem pri tistih pacientih, ki imajo sočasno v uporabi več zdravil. 10 in več takih pacientov je kar veliko v slovenskem prostoru. No, več bo o tem govorila magistra Jana Mrak v nadaljevanju. Prvi del, ki sem ga želel z vami podeliti, so pa tako imenovane nove terapevtske skupine zdravil. Uvajamo z koncem septembra 3 nove terapevtske skupine zdravil. Tukaj pa so pravzaprav v ozadju finančni ukrepi in sicer, kot veste, terapevtske skupine zdravil v isto, v isto vrsto postavljajo zdravila različnih proizvajalcev in zavod skupaj z zdravljanjem stroko določa, katera zdravila so potrebna in seveda dajemo možnost dobaviteljem oziroma farmacevtski industriji, da se prilagodi, tako da se izdajajo zdravila tista, ki so seveda najcenejša. Posebna skrb strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje je namenjena zagotavljanju brez doplačila zdravil v vsaki izmed terapevtskih skupin. Tudi tukaj smo uspeli dogovoriti in mislim, da smo lahko veseli, da se je farmacevtska industrija prilagodila. Včeraj smo naredili hiter pregled, dejansko je zagotovljenih v posameznih terapevtskih skupini zdravil kar več zdravil, ki so brez doplačila. Zakaj poskušamo tukaj še nekoliko, bom rekel, pritisniti na cene zdravil? Predvsem zaradi uvajanja in potreb na področju novih dragih zdravil. V tem segmentu beležimo rasti cen zelo visoke. V letošnjem letu smo na primer na bolnišničnih zdravilih, to so običajno zelo draga zdravila, pogosto so to inovativna ali so tako imenovana zdravila sirope, beležimo porast 30% glede na lansko leto. Ta porast je seveda tako velik, da terja ukrepanje zavoda, terja na nek način tudi pridobitev virov. Sicer bomo čez čas prišli do neke vrste razvojnega zaostajanja na drugih segmentih, tukaj imamo v mislih na primer zdravstvene storitve. Če je rast cen stroška za zdravila večja, bistveno večja, kot so prihodki zavoda, kot je zmožnost slovenskega gospodarstva, potem seveda na nek način z zdravili zajedamo v substanco, ki je namenjena za zdravstvene storitve. To je eden izmed ukrepov, veste, da smo jih izvedli že veliko, z farmacevtsko industrijo se pogajamo za cene, se pogajamo za paybacke, se pogajamo za diskante, no, terapevtske skupine zdravil so pač eden izmed takšnih ukrepov. V
V strokovni službi pripravljamo tudi dodatne ukrepe, ki bomo predstavljali v kratkem. Želimo pa seveda na nek način obdržati tisto raven stroškov zdravil, kot si jo lahko privoščimo, ob tem, da imamo ambicijo, željo, potrebo, da zagotavljamo vstop na listo tudi za nova zdravila. Nekaj vrste, bom rekel, vidik bomo postavili v farmacevtski industriji na letnem nivoju, da bo v primeru preseganja tistega limita, kot si ga lahko privoščimo, recimo za leto 2019, dolžno na nek način to preseganje vračati nazaj. Tisoč podrobnosti se je potrebno še dogovoriti, zato tukaj ne bi nadaljeval, ampak delamo na različnih načinih tudi za maksimalno, bom rekel, učinkovito uporabo zdravil v slovenskem okolju. Toliko z moje strani, zdaj pa predajam na tebi. Hvala lepa in predlagam, da nam po nadaljevanju primarni magister Firs predstavi 3 nove terapevtske skupine zdravil, ki so bile uvedene z 28. septembrom, torej v preteklem tednu. Ja, predajam, lepo pozdravljeni. Gre za, pravzaprav za dve, govorimo o 3 terapevtskih skupinah zdravil, vendar gre za 2 vrsti učinkovin. Prva skupina so sarkani, to so zdravila za zniževanje povišenega krvnega tlaka. Gre za veliko skupino zdravil, verjetno skoraj preko 7 milijonov evrov, ki so imela zelo razumite cene, tako da smo imeli potrebo, da jih izenačimo oziroma prilagodimo na nižjo raven. In kot je že direktor dejal, sedaj po uvedbi, nekaj tem po uvedbi že vidimo, da se je velika večina teh zdravil cenovno prilagodila. Obenem smo tudi za ta zdravila ukinili omejitev predpisovanja. Ta zdravila so bila omejena na drugo linijo zdravljenja, arterijske hipertenzije in obenem smo sklenili tudi to priliko, da smo sedaj omejitev ukinili, ker so potrebe tako znižale. Potem pa imamo pravzaprav ekološko področje, to so tako imenovani filgrastin, učinkovina filgrastin in pa druga pegiliranih filgrastin. To so pa zdravila za tiste bolnike, ki so po kemoterapiji dobili neželene učinke v smislu zmanjšanja števila levkocitov, torej teh zaščitnih krvnih krvničk, in so zaradi tega ogroženi z okužbami. Takšnim bolnikom je potrebno popraviti to krvno sliko in takšnim so namenjena temu. Tudi tukaj smo se za industrijo več krogov, torej pogajanj in prilagoditev, da so našli najprimernejšo formulo in se s tem industrija v veliki meri prilagodila. Žal tukaj se ni v celoti, vendar za ilustracijo, če so bile prej razlike v teh cenah na ravno 50 evrov, imamo sedaj ne več kot 10 evrov za tiste, ki je potrebno doplačati. Tako da imamo zdaj za vse 3 skupine prihranek na letni ravni okrog milijona evrov za obvezno zavarovanje. Hvala lepa. Morda, kot je že generalni direktor omenil, v vsaki terapevtski skupini oziroma razredu obstaja najmanj eno zdravilo, ki ne presega najvišje dovoljene vrednosti, in to je zdravstveno zavarovanje v celoti 3, kar pomeni, da je zagotovljeno brez doplačila, tako da, kot že večkrat rečeno, terapevtske skupine ne uvajajo obveznost doplačevanja do zavarovancev, in temu je tudi namenjena naša spletna stran, centralna baza zdravil, ki jo sodelavka ravnokar na ekranu prikazuje. Torej, to je tudi na nek način v pomoč pacientu, seveda tudi zdravstvenim delavcem, zdravniku, farmacevtu, ki lahko preko spletne strani pogleda, ali je neko zdravilo potrebno doplačilo ali ne. Skratka, informativna možnost, da se izognemo temu doplačilu. Seveda pa tam,
kjer obstaja neka zdravstvena preobčutljivost, se pravi, če so zdravstveni razlogi, da nekdo ne prenaša določenega zdravila brez doplačila, mu zdravstveno zavarovanje zagotavlja tudi dražje zdravilo brez doplačila. V zvezi s tem smo seveda tudi kar nekaj informativnih aktivnosti izvedli, obvestili zdravnike z biltenom recept in pa z vloženko za zavarovance, kar je danes tudi v vašem gradivu. Predlagam, da v nadaljevanju magistra Jana Mrak predstavi tako imenovan program farmacevtskega svetovanja. Gospa Mrakova se pri nas med drugim ukvarja tudi z obvladovanjem polifarmakoterapije in kot rezultat teh aktivnosti leto že 35 zdravstvenih domov izvaja za paciente z več zdravili tako imenovan program farmacevtskega svetovanja. Prosim, ja. Lepo pozdravljeni. Znano je, da polifarmakoterapija povečuje tveganje za zaplete v zvezi z zdravili, to je za interakcije med zdravili in za neželene učinke. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi tega že dlje časa spremlja in analizira podatke o polifarmakoterapiji, ki jo definiramo kot hkratno prejemanje 5 ali več različnih zdravilnih učinkovin. Ugotavljamo, da se povečuje tako število pacientov s polifarmakoterapijo, kot tudi število učinkovin, ki jih posamezni pacient oziroma zavarovana oseba prejema. Nekaj podatkov za leto 2017. V povprečju je vsak prejemnik prejel skoraj 10 različnih učinkovin, bolj natančno 9,88, kar je na primer 7% več v primerjavi z letom 2013. Vsak družinski zdravnik v Sloveniji v tem letu v povprečju 271 pacientov, ki so prejemali 5 do 9 različnih učinkovin in 209 pacientov, ki so prejemali 10 in več različnih učinkovin. Če pa pogledamo prebivalstvo Slovenije, pa lahko rečemo, da je 13,4% prebivalcev prejemalo od 5 do 9 različnih učinkovin in 10,4% od 10 in več različnih učinkovin. No, zaradi tega, to se pravi, zaradi boljšega obvladovanja tveganj polifarmakoterapije, torej za čim bolj varno zdravljenje, se je v letu 2016 začelo sistemsko uvajanje programa farmacevtskega svetovanja. Na podlagi tudi rezultatov razvojne naloge, kjer je bilo med drugim v zaključku zelo jasno, da so zdravniki do tega projekta zelo pozitivno naravnani. In kot je bilo že povedano, ga danes izvaja že 35 zdravstvenih domov od 57 sistemi, tako da lahko rečemo, da je številnim zdravnikom družinske medicine že omogočeno, da se glede optimiziranja polifarmakoterapije posvetujejo tudi s tem strokovnjakom, torej s farmacevtom svetovalcem. Zavod torej vabi vse zdravstvene domove, ki s programom še niso začeli, da se pridružijo in začnejo in si zagotovijo pomoč tega novega strokovnjaka. Prav tako pa vabimo zasebne zdravnike s koncesijo v osnovnem zdravstvu, da se vključijo z napotovanjem pacientov v ambulante farmacevtov svetovalcev, ki delujejo v zdravstvenih domovih. Farmakoterapijski pregled je namreč s tem programom, lahko rečemo, pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse zavarovane osebe v Sloveniji. No, tudi pri seznanjenju pacientov z nalogami tega novega strokovnjaka je bil narejen korak naprej in tukaj pred sabo vidite vloženko, kdo je farmacevt svetovalec, ki jo je zavod izdal za sodelovanje s Asociacijo kliničnih farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu. No in pričakujemo, da zdaj, ko bodo pacienti tudi bolj seznanjeni s tem programom, da se jih bo tudi večje število odločilo za pogovor s svojim izbranim osebnim zdravnikom in možnosti napotitve v ambulanto farmacevtskega svetovalca. Hvala lepa, torej zaključujemo z razložilom zavarovancem, zlasti tisti, ki se soočajo z težavami z zdravili, jemljajo več zdravil hkrati, da se obrnejo na svoj zdravstveni dom, se pozanimajo, kje ambulanta
deluje, morda srečajo, vidijo našo zločenko, ki je bila že v poletnih mesecih poslana tem zdravstvenim domovom in si zagotovijo to pravico, ki zagotavlja pravzaprav varnost pri zdravljenju z zdravilom. Tako, mi smo izčrpali z naše strani vse teme, zdaj smo vam na voljo še za dodatno vprašanje. Prosim, gospa Redna. Ja, jaz sem eno vprašanje v zvezi s to podrežitvijo stroškov oziroma povečanja stroškov bolnišničnih zdravil. Namreč pred kratkim smo malo gledali to bazo cen, za leto 2017 je pokazala, da so se stroški za nekatera draga zdravila za raka na Onkološkem inštitutu in v Ljubljani v bistvu lani znižali. In tudi na ta račun so nek skupen prihran dosegali, oziroma potencijalni prihran. Zdaj pa pravite, da v letošnjem letu pa 30% povišanje. Ali to je več o tem poveste, za katera zdravila grejo, v katerih bolnicah in tako naprej? Ja, bom jaz en del odgovoril, potem pa še kolega Kirsta povabil. Dejansko so bili stroški za zdravila v nekaj letih približno na takšen nivoju, kot se sedaj. Vendar smo uspeli potem za ukrepi stroške na toliko znižati. V letošnjem letu pa beležimo ponovni strm porast za zdravila in tu preznačijo stroški za bolnišnična zdravila. To so običajno zelo draga zdravila, prej sem tudi uporabil inovativna zdravila, ker so dejansko ali so to biološka ali so zdravljenje raka, so običajno razvoj izredno dragi in so tudi vezani tudi še s patenti, ki očitno še režijo tovrstna zdravila. Porast je tako velik, da je dejansko ena velika zaskrbljenost strani plačnika, ker če bomo ta porast še naprej dopuščali, potem bomo pač, kot sem rekel prej, pojedli tisto substanco, ki imamo sicer za zdravljenje. Takšne rasti si ne bomo prvošiti, pa če tudi gre samo za bolnišnične zdravila. Mimo grede imamo 3 vrste zdravil, ki spremljamo, ki jih izdajamo v lekarnah na recept, potem pa tiste, ki uporabljajo v zdravstvenih domovih, so običajno inicirana, so ambulantna in očedajo pri tem prednost. Potem imamo pa seveda še bolnišnična zdravila, ta so pa najbolj vezana na zahtevnejše zdravljenja. In ta rastejo in potem ne vem, bo kolega Juri še povedal, katera konkretno zdravila so tako učila oziroma naraščajo zelo. Mogoče je en majhen nesporazum v tem smislu, da če bolnišnica pove, da je Klinček sporočil, da so njihove stroške za ta zdravila zmanjšali, so zajeta verjetno druga skupina zdravil, kot so zdrave bolnišnične. Tako kot mi začujemo, oni imajo širši nabor zdravil, torej imajo ta, ki jih naročujejo, plus še cele kupe zdravil, ki jih ne plačujemo ekstra, posebej. In če so oni uspeli z dobrimi javnimi naročili, so lahko potem celostne izdatke zmanjšali. Za 12 zdravil je bilo, za 12 slajcem je pač podatke za 12 največji znižanj v lanskem letu, medtem ko v onkološkem so pa zgolj pri treh dosega nek prihran, 2 milijona, medtem ko v OKC-ju pa 12 milijonov pa pol, glede na leto prej. Mislim, da govorimo o drugem sklopu zdravila, ne? Bolnišnice imajo določene zdravila obveznost uporabljati v zdravljenju v teh posegov. Nekatera zdravila so namenoma izločena, kot so običajno ta zelo draga, ta pa direktno plačuje zavod, seveda oni nam povedo, katera so uporabili. Tako da običajno bolnišnice navajajo svoja predvidevanja in dosežke na tisti, ki so vključena sicer v ceno, recimo SPP-ja ali pa ambulantnih storitev. Imajo pa seveda bolnišnice izjemno dolgo. Recimo tudi, ko mi dogovorimo ceno za ta draga zdravila, ki se tega plačujemo, oni grejo potem ceni zdravil tudi javno naročila in dosežejo dodatne pritiske. Ko mi bolnišnice naredijo, če znajo narediti dobre pritiske, nam lahko še dodatno znižajo cene, potem zaračunajo nam nižjo ceno, kot jo mi dovolimo, oziroma smo mi dogovorili. Tako da nam tukaj, recimo v nasprotju z lekarnami, ki nam pa če dosežejo popuste, to so pa te razne, da spomnite, tudi mnenja računskega sodišča, oni pa nam teh popustov ne postrežujejo.
Bolnišnica nam pa vsak dosežen popust posredujejo, prikažejo, torej nam zaračunajo višjo ceno teh zdravil. Gre pa seveda za zdravila, no, da konkretno pačno odgovorim, za zdravila z področja onkologije, prirojene bolezni, letos smo recimo dali na listo zdravilo Spinraza z lastniškim imenom Nusinersen, ki se uporablja za spinalno mišično atrofijo, to je zelo huda, redka bolezen, ki nas je registrirano 22 otrok, ki jo ima. In to je eno zdravljenje v prvem letu 400 000 € na otroka. Torej, enostavno prihajajo izjemno draga zdravila, zaenkrat pač temu sledimo, kot je generalni direktor že omenil, letošnja rast izdatkov, ravno za ta najdražja zdravila je izjemno visoka in v nas je zelo Tako več mesec se lahko še moče? Ja, gledajte, lani smo v celem letu dosegli za ta zdravila tudi izdatki preko 66 milijonov evrov, torej seznam 2. V juliju, to imamo že zadnje podatke, so znašali 38 milijonov, letos pa že 49. Torej 11 milijonov. V dobre polovici leta smo že 11 milijonov preko lanskega izdatkov v istem obdobju. Torej, in videti, da 31% rast je zelo visoka. Mogoče še kot množico zdravil sirote, in so ta zdravila sirote, ampak pa še posebej zahtevne so običajno namenjena manjši skupini pacientov. Tukaj se nam je povečala poraba v 4 letih za 1 mesec. Od 19 milijonov 700 pa na 37 900. To je dejansko zelo velik korak. Ne glede na to, ta zdravila tudi zelo učinkovito v primerjavi s prejšnjim, pa vendarle je ta rast tako visoka, da terja ukrepanje tudi s temi zločinkami. Imajo pa podobne probleme, nismo smo na tem svetu, zdravstvenem, tudi v drugih državah, ljudje je največ bolečin trenutno pri plačevanju zdravil teh inovativnih ali pa pri zdravilih sirote. Tukaj se praktično vse države skušajo na nek način tega področja razvijati. So na eni strani zelo zainteresirane, da se ta zdravila uvaja, ker so učinkovita. Mi smo nekje v zgornji polovici Evropske unije, ko se tiče dostopnosti, hkrati so pa izredno dragi. Dragi so tudi, ker so patentno zaščiteni, se da ni konkurentna, tako da je še bolj oteženo pogajanje naše strani. Kljub temu, da seveda je v Sloveniji zakonjena najvišja dovoljena cena v smislu treh referenčnih držav, kot veste, gre za povprečje cen v Nemčiji, Avstriji in Franciji. Na to se izpogajamo, se trudimo pogajati še nižje. Prosim, če nadaljne vprašanja? Tukaj je farmacevt svetovalec. A to pomeni, da odpirate nova delovna mesta v zdravstvenih domovih? Na nek način da. Glede, poleg teh finančnih ukrepov poskušamo čim bolj dvigniti tudi kvaliteto samega predpisovanja zdravil, pa seveda potem tudi upravljanja ali pa jemanja zdravil. Tukaj je zavod v 2016 začel plačevati dodatnega člana tima v splošni ambulanti. To ni en farmacevt za enega zdravnika, en delja, ampak je to nov človek, ki postaja član tima družinske medicine, pa pediatrije enako, in ta je njegova dodana vrednost tudi dejansko poznavanje interakcije z zdravili. Pogosto se dogaja, upam, da čim manjkrat, da pacient ima veliko zdravil tudi tisti, ki ni predpisal njegov posebni zdravnik, ki je dobil pri specialistu, pri enem, drugem, tretjem, v bolnišnici mogoče, in splošni zdravnik takih mogoče malo ali niti ne pozna, predvsem pa je težko neko
njegove perspektive spremljati medsebojne učinke. In tukaj je pač ta sodelavc na voljo tako zdravniku družinske medicine za posvet, pa tudi so omogočeni tudi osebni obiski zavarovancev, posveti in potem seveda nuditi. Želja in tudi je dokazano, tudi pač v dosedanjih izkušnjah, so tudi druge države, kažejo, dokazujejo, da brez škode se nekaj zdravil lahko umakne iz uporabe, brez škode za pacijenta oziroma v korist pacijenta. Zdaj pod vprašanje. Zdravstveni dom Ljubljana vemo, da je raztreščen po celi Ljubljani. To pomeni, da bo lahko vsak zdravstveni, bom rekel, dom v narekovaju imel svojega svetovalca ali bo za Ljubljano eden. In drugo pod vprašanje, kater rang oziroma poklic bo to samo rezervirano za farmacevte. In če mečkam tretje, v lekarnah, po mojem, tega ne bojo bili z navdušenjem sprejeli. Ja, Pažno se vprašal ravno za zdravstveni dom Ljubljana, ker zdravstveni dom Ljubljana je trenutno velikani zdravstveni domovi, tisti, ki se je res odločil prav za zaposlitev. Pri njih je farmacevtska svetovalka prav zaposlena v zdravstvenem domu. Ostali po naših informacijah za enkrat imajo pogodbena razmerja, druge vrste pogodbena razmerja. Za enkrat je ena farmacevtska svetovalka za vse zdravstvene domove, ki sodijo pod to krovno kapo zdravstvenega doma Ljubljana in ima različna delovišča. Zaradi tega, ker tudi sicer, če tako pogledam, ta program je nekako tako zamišljen, bi rekla, za skupino samih do 15 zdravnikov, pač njihovimi pripadajočimi pacienti, glede na sedanji, bom rekla, pošiljanje pacientov, ena ambulanta tedensko. Je pa tako, da po splošnem dogovoru je za celo Slovenijo predvideno 17,57, to so te vse izračunani, kar rečemo, ekvivalenti polnih zaposlitev, polno zaposlenih ljudi, od tega za enkrat jih je dejansko 10,8 zaposlenih. Zdaj, kar se tiče, kdo to lahko upravlja, to smo se dogovorili, je zapisano v splošnem dogovoru. To so klinični farmacevti, tudi lekarniški farmacevti, ki so upravili en poseben nasip za to kompetenco pri lekarniški zbornici Slovenije in seznam je objavljen, se redno posodablja na spletni strani naši, se pravi Zavodovi spletni strani, pripravlja ga pa lekarniška zbornica Slovenije, oni nam pošiljajo podatke in trenutno je gor 35 živeli ljudi, se stalno dopolnjuje, tako da sigurno se bo, bom rekla, s časom, ko bo več ljudi se tudi odločili za to specializacijo, klinične farmacije predvsem, se bo izboljšala tudi bistveno dostopnost, bom rekla, teh strokovnjakov pod tudi malo bolj oddaljenih ljudeh v Sloveniji. Mogoče seveda so bila določena trenja, bom rekla, v zvezi z dogovarjanjem, kje bo ta program, ampak na koncu pa vendarle so se partnerji v okviru splošnega dogovora strinjali, da pa to mora biti v zdravstvenih domovih. Zaradi tega, ker je to smiselno, da je ta svetovalec vključen v tim izbranega osebnega zdravnika, zato ker je tam tudi zdravstvena dokumentacija, ker ta strokovnjak mora imeti tudi dostop do različnih podatkov, zato ni treba ti poti, bom rekla, dokumentacije, ki je bila lahko dosti neugodna, ker se lekarnice niso kar tam zraven v zdravstvenem domu. Pa še ena stvar je, v bistvu je tako, da izbrani osebni zdravnik napoti pacienta ali pa lahko tudi samo dokumentacijo, če na primer pacient se more ali pa so kakšni drugi zadržki in potem farmacevt svetovalec svoje mnenje pošilj
treba je to spremljati in tako da je potem prav, da to ureja izbranje zemljiščih svojih pacientov. In bo to z napotnico se pošiljalo ali brez? Delovni nalog. Je že posebej prilagojeno. Nekaj vrste delovni nalog. Še kakšno vprašanje morda? Ja, jaz sem še eno, če lahko. V zvezi z tem terapevtskimi skupinami, ali pa zdaj narejeno, vemo, da se je farmacevtska industrija na začetku precej opirala, zdaj se malo manj, ne, recimo, ne vem, spomnim na primer astme, ker so celo že približanja bolnikov, pa so prek tega poskušali pritisniti, da se to ne bi uvedlo, ampak je bila narejena kdajkoli kakšna raziskava, ki bi pokazala, kakšni so učinki za paciente vajanja terapevtskih zdravil, ali so nekakšne posledice, ali so škodljive, ali ne, ali so. No, to bo povedal kolega. Jaz bi samo povedal, da je to uvajanje terapevtskih skupin v Sloveniji zdaj prineslo znatne upravne oziroma bolj za domače, povem, znižanje cen. In do sedaj smo uvedli uvajanje skupine, 14 skupin, in iz tega naslova beležimo 30 milijonov prihrankov v delu, obvezno zdravstveno del, prostovoljne zdravstvene zavarovalnice. To je pravzaprav, če gledam celoten proračun za zdravila, kar pomemben delež. Mi imamo na letnem nivoju višja 400 milijonov, tako da ta znesek ni zanemarljiv. Ni zanemarljiv in to še so učinki finančni. Kar se tiče pa posledic za pacienta, dejansko trenimo tem, da so v taki skupini tudi zdravila brez doplačil, kar se tiče okoljnih posledic, so mogoče na biblioteški poli. Ja, gledajte, ste v tem gradivu stale recepte cen in na strani 3 je pregled, je napisan pregled, tabela s pregledom vseh do sedaj uvedenih in tudi s prihranki, ampak ti so vedno izračunani na dan celo leto. Povem, da 30 milijonov pravzaprav je tak orientacijska številka, ampak to se z vsakim letom pravzaprav podaljšuje naprej. To pomeni, to je na letni ravni 30 milijonov, če gledamo, tako da bi vsi uvedeni naenkrat, ampak v bistvu se potem to lahko s časoma še povečuje. Ker cene še mimo glede dodatno padajo. Tako da vsake 2 meseca, ko mi se vrtimo iz tem najvišjih priznanih vrednosti, ki pride en novi generik, ki prinese nižjo ceno, celo skupino potegne razpad. To je izjemno dinamično področje. In to je res en ključnih virov prihrankov oziroma obvladovanja izdatkov. Kar se tiče varnosti, o varnosti vprašanji bi zagotovo lahko govorili, če bi pacienti zaradi doplačil nehali opuščali zdravila. Pomočena plastik, ne vem, zamenja inhalator ali pa ga opusti enostavno, ker noče več ali pa ne more doplačevati in se ne odloči za drugega brez doplačila, potem bi lahko prišlo do poslabšanja astme, teoretično do hospitalizacije, ampak jaz verjamem, da tako daleč pri nas enostavno ne pride. Prvič, zdravniki so dostopni, vse te terapevtske skupine so formirane z pomočjo strokovnjakov usklajene farmacevtskimi firmami, torej vejo, kaj čaka, se lahko prilagodijo cenovno, vse tudi, da se ta doplačila zelo minimalna. Tako da enostavno tudi v drugih državah, ker imajo podobno, ker v Nemčiji imajo oni timo rečejo feste, ta pristop. Samo to je ukrep, ki enostavno na tak način, kot tudi da smo skoraj da ne more več nekaj. Participacija je druga stvar. Tam plačaš za vsak recept določen. Tam ni izjemka, ker participacija grad mogoče socialne, da ne bodo privilegirane vzgoje. Ti Nemci imajo participacijo od 110 evrov na to na vse. To so potem druge zgodbe. Tam so pa potem študije. Tudi z Amerike je veliko študij narejeno, ker je participacija lahko potem poveča, če je previsoka. In nizki participaciji nobena študija nikoli ni ugotovila,
resnih socialnih učinkov, medtem ko pri visokih participacijah tam pa lahko pride do pogostejših hospitalizacij najbolj ranljivih skupin, ki se tega potem še ne more več sporočiti. Za takšne ukrepe, ki so cele terapevtske skupine, pa ni bilo niti študij, nič ne gre delati, ker ni pričakovano, da bi bili tih socialnih najbolj oziroma zdravstveni. Morda ta del podkrepim še z nekaj številkami. Kolega First je namreč omenil, da praktično ni opustitev zaradi tega, ker imamo obveznice participacije do plačila. Tudi ne zaznavamo veliko menjav zdravil, kar bi lahko bil do neke mere varnostno tveganje. Preprosto iz tega razloga, ker je le približno 7% vseh zdravil, ki jih imamo na Sloveniji začeli. Se pravi, v Sloveniji imamo približno 2840 zdravil z lastniškim imenom na recept, od tega je približno 210 takih, za katere je potrebno doplačilo, kjer se pač proizvajalec ni odločil, da bo znižal ceno na raven najvišje priznane vrednosti. Torej, dejansko relativno malo je teh doplačil, oziroma teh zdravil, pa tudi ta so relativno nizka. Če pogledamo, približno 1/4 vseh doplačil znaša do 1 evra. Do 3 evrov je že 3/4 vseh zdravil za doplačilom. Tako da tudi to je en razlog več mehna doplačila, oziroma tudi zelo redka, relativno redka so ta doplačila. Jaz sem poslušal, danes se srečate z ministrimi direktorji zdravstvenih ustanov. Kaj pričakujete od tega sestanka? Ja, poglejte, sodelovanje med deležniki v zdravstvu in jasno predelitev pričakovanj je ključna, da lahko naslednji sistem uspešno deluje. Pisatelj je ministrstvo kot ustanovitelj bolnišnic. Glavna tema je, kako zagotavljati finančno poslovanje, vzdržno finančno poslovanje v pogojih, kakršne imamo. Z naše strani smo seveda zainteresirani za 3 ključne vsebine, da jih dogovorimo. Prvo je, kako ta denar, ki bo na razpolago in mislim, da bo potrjen tudi na vladi prasen, govorimo o aneksu 2 za leto 2018 za dodatnih 55 milijonov. Naša želja, naša prizadevanja, seveda v sodelovanju z bolnišnicami, da se ta program dejansko, kar se da v najnižji možni meri realizira letos. Izredno velik izziv glede na kratek čas. In seveda tudi smo pozvali, da imamo slovenskega zdravstva pač neke kapacitete, ki so omejene in da na nekaj področjih manjka ljudi. Drugo področje, ki ga mislimo tudi danes na nek način izpostaviti, je področje urejanja evidenc o čakalnih vrstah. Brali smo kar veliko. Brali smo, da imamo podatke, ki so način delni ali interceloviti. To mislim, da ni dobro za državo, ni dobro za plačnika, pa tudi za paciente. Mi moramo priti do čistega stanja, do čistih podatkov, tako da bomo vedeli, pri čem smo in kaj se da za ukrepi narediti, oziroma da bomo vedeli, kje so nevralgične točke, ki jih je potrebno odpraviti. Tretja vsebina, o kateri tudi želimo na nek način reči kakšno besedo, pa je, kako poleg teh začasnih trenutnih akutnih, bom rekel, ad hoc aktivnosti, kako se sistematično lotiti dela v naslednjem letu, da ne bomo potem prisiljeni v neke improvizacije sredi leta, koncem leta. Kot verjetno veste, smo že z aneksom 2 predlagali določene sistemske
izpelje. Pričakujem se strani izvajalcev, bolnišnice so zelo pomemben partner v slovenskem zdravstvu, da bodo tudi oni prinesli svoje pričakovanja, svoje potrebe, svoje včasih tudi bolečine, kar se tiče cen zdravstvenih storitev, to je stalna tema, obračunski modeli so stalna tema. Pa seveda upam, da se bodo tudi odprla vprašanja, ki se tiče obvladovanja stroškov na njihovi strani. Sem bil nekaj presenečen s slabimi rezultati, kar je nekaj pisala o napredku pri javnih naročilih in ta napredek je pravzaprav skromen. Skromen, saj moja osebna pričakovanja so bila veliko večja. In tam najbolj še kaj prostora, ker je možno kaj narediti. Jele smo se pogovarjali o zdravilih, smo potrebno pokazati, da še česa, spodaj se ne vidi podrobnosti, ampak spodaj modro so zdravila, ki so stalna, klasična. Dejansko smo jih na nekaj cene smaštov v zadnjih letih, da smo dobroprosto za zelena zdravila, to so pa ta nova inovativna biološka zdravila. Če ne bi uspel te cene znižati, potem seveda ne bi imeli prostor za nova zdravila. Podobno se pričakuje tudi od menedžmenta v zdravstvenih zavodih, ali imamo tudi tam nepotrebne stroške, pa ni nujno, da so samo preplačana medicinske pomočki, ali so kakšne zadeve, ki so nepotrebne za njihovo poslovanje, pa ki so na nek način se da zmanjšati, mislim, da to izziv za management, izziv do ustanovitelja, ki upam, da ne bo dajo na nek način podporo v rdečim številkam, kot ministri bi jasen, da pač tako ne dopušča, ne sme se dogajati, da bi bile rdeče številke tudi bodoče. Govorim seveda o nekem normalnem poslovanju, če bo izjemna situacija prišla, ali ne vem, huda stiska, da so to druge situacije, teh pogojev, ki so zdaj znani in upam, da bodo znani tudi za naslednje leto, se bo pač potrebno tako znajti in narediti na svojem dvorišču vse, kar je potrebno. Upam, da se bo takšno sodelovanje, kot da je zdaj začel minister, nadaljevalo tudi tekom leta, da bomo partnerji tudi kritično skakali kvartalno, ne vem, kakšne dinamike je predvideno, ampak dejansko je treba spremljati tako v domači hiši, kakšno poslovanje, kakšne finančne izgled, kakšne so čakalne vrste, kdo je odgovoren za čakalne vrste, ne bolnišnice, to so nekaj administracija, kar najbolj ne, da očitno to je premalo in da se bo trend nekako izboljšal. Da smo pogosto slišali samo, kaj se ne da narediti in to bomo na nekaj presekali. O plačah slučajno zdravnikov ostalga zdravstvenega in same organizacije danes ne pričakujete? Veste, plače zdravnikov in tudi drugega kadra, ne smemo pozabiti, da je zdravnikov približno tam 5-6 tisoč, ampak drugega zdravstvenega kadra je manj plačen, je pa čez 30 tisoča. Tako da jaz bi si osebno želel, da ko se skupina, ki je zdaj imenovana za pogajanja o plačah, da se zaveda, da če bomo eno skupino rešili, da se potem čutijo učinki te rešitve v celotnem zdravstvenem sistemu, da bi preferiranje ene skupine lahko prinesla neka nova neravnovesja. Je pa to ni predmet današnjega sestanka, saj iz agente ni vidno, to je pač predmet skupine, ki se bo ukvarjala s pogajanji in kjer ima zdravstvo tudi določenega predstavnika. Jaz sem še upozoril gospoda ministra, da je odgovornost ministrstva za zdravje pri pogajanjih zelo velika, tudi v tem smislu, da če se pogaja za takšno in drugačno povečanje, je potrebno se zagotoviti za ta povečanja vir.
predlagati za plače, recimo, policistov, učiteljev, gasilcev. Skratka, tam, kjer se direktno zagotavlja denar iz proračuna za plače. Zdravstven sektor se je pa na nek način, kar se tiče virov, zanemaril, ker ni denar iz proračuna, ampak je denar iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Zdaj mislim, da bi morali to prakso na nek način izboljšati. In če se že pogajajo za 10 milijonov, potem je treba tu zagotoviti dodatne vire, ker sicer imamo na en stran obljube, ki prinašajo kolektivne pogodbe, imamo pa na drugi strani vire, ki pa mogoče ne sledijo tistim obljubam. To se je dogajalo, da mi imamo določeno neravnovesje in neskladje, ko nam stojalci prihajajo na nek način z informacijami, da so se stroški dela povečali